Pozdravljeni in dobrodošli. Tokrat vam bom povedala nekaj o stopnjah zavesti, o energijskem stanju posameznika oziroma mene, tebe, nas, kogarkoli med nami, ki nas zadržujejo na mestu in ne moremo napredovati. Gre se za to, da je vse vibracija, se pravi, kakršnokoli čustvo nosiš v sebi, je že vibracija, tako kot atomi vibrirajo naši občutki, misli, čustva. Poznamo 3 nivoje: fizični, emocionalni in mentalni nivo. In jaz bom šla zdajle vse do stopnje razsvetljenja, zato smo tle na zemlji, da dosežemo razsvetljenje. Mimogrede, enkrat me je ena moja tečajnica vprašala, a je to moje zadnje življenje tle na zemlji. Kje pa, draga moja. Se pravi, zadnje je tisto, ko dosežeš razsvetljenje, potem se imaš pa možnost odločiti, ali boš prišel služiti dol, tako so določeni avatarji, Kristus, Sai Baba in drugi, Buda recimo, prišli služiti prostovoljno ljudem ali ne. V glavnem tlele gremo, pravijo veliko, smo v obdobju strahu, tesnobe, razdvojeni smo, kam gre ta svet, vemo, kaj se dogaja na političnem prizorišču, ljudje so prestrašeni in prevečkrat slišim besedo, da je strah nizka vibracija in da nas ne sme biti strah. Se pravi, kako nas ne sme biti in kaj naredimo. Ampak še precej nižje od strahu so še druge vibracije, in sicer celo krivda, apatija, žalost in najhuj je sram. Pa začnemo od sramu do razsvetljenja. Mislim, da sem jih kar naštela, kar veliko teh 17 stopenj, na kateri se vsakdo lahko najde in bo videl, kaj ga zadržuje na mestu. Mimogrede, z vami sem karmična diagnostičarka Aleksandra Winkler-Drole. Hvala, ker subscribate tale naš YouTube kanal, ker pač boste lahko naslednjega dobili, boste obveščeni, tako da ne zamudite. Z vami bom v online ključ do duše in z vami bom v masažnih online programih, tudi takih, ki delajo na nivoju duše, ki sproščajo določene blokade, ki so že vkleščene v fizično telo. Ne zamudite tega, na vizijeuspeha.com ali omgarden.si spletnih straneh najdete aktualno ponudbo. Pa začnimo na nivoju energijskega stanja, na nivoju vibracije sramu. Marsikoga je bilo že kdaj sram, mogoče, ker so se starši ločili ali pa če si dobila menstruacijo, ampak to so določena stanja ali pa karkoli, ki so te najdli v šoli, da si plonkal, pa te je bilo pol sram. Ampak tukaj ne govorimo o tistem majčkenem koščku, ki je minil sramu, ki so te zalotili, da si pač plonkal ali pa ne vem, lahko je koga sram. Recimo mene je bilo sram tudi, ko so mi prsi zrasle prevelike, pa so se sošolci norca delali z mene. Ampak to ni tisto čustvo kot čustvo sramu, ki ga zdajle opisujem, ki konstantno traja. Se pravi, ljudje, ki vibrirajo na tej najnižji stopni, ki se je reče sram, se celo sramujejo iti v družbo, spoznavati nove ljudi in zanikajo življenje. Se pravi, izgledajo, kakor da vegetirajo, da nimajo nekih interesov, karkoli občutiti in živijo v svojem sanskem svetu, kjer je čisto vse drugače, kakor je v resnici. Dejansko nimajo nobenega poguma se soočiti s svojo fizično eksistenco, tudi ne skrbijo za psihično zdravje in splošno blagostanje. V glavnem, to je najnižja možna vibracija, če jo človek konstantno, ponavljam, zadržuje v sebi, da občuti ali pa da prikriva s to vibracijo sramu, prikriva neko čustvo ali pa ga hoče to tudi kompenzirati z nekim navideznim perfekcionizmom, celo z obsojanjem drugih, z moraliziranjem, kaj kdo počne, kako bi mogel.
in se probajo na ta način osvoboditi tega pritiska stalnega občutka manj vrednosti. Se pravi, tukaj se gre lahko za otroke, ki so bili v otroštvu zelo kruto zasramovani, zasmehovani, spolno zlorabljeni ali karkoli in dejansko so zamrznjeni v sebi ta občutek sramu. Tukaj je en najnižjih vibracij, precej nižja je sram od žalosti ali pa od strahu. V glavnem, ta sram se lahko na posameznika prenese tudi iz prejšnjega življenja in kot karmična diagnostičarka pač vedno temeljim na temu, kako je nekdo zaključil prejšnje življenje, ker pač to življenje gledam kot filmsko nadaljevanko, se pravi drugi del ali pa ne vem, 7. del, pa je treba vedeti pol še 6. malo na grobo za nazaj, da lahko tukaj primerjamo. Naslednje čustvo, ki je sicer višje in boljše je od sramu, je krivda. Krivda, se pravi, je še vedno zelo nizko čustvo in je bilo mnogokrat v zgodovini uporabljeno kot sredstvo manipulacije. Se pravi, nekoga so naredili krivega, spomnimo se Svetega pisma, kako so ženske prešuštnice kaznovali ali pa koga obešali na sramotilni steber, da vsak je šel mimo. Se pravi, mi smo grešni tle že zato, ker smo potomci grešne Eve, čeprav jaz v to ne verjamem, ker je napačna interpretacija strani katoliške cerkve, ki je to priredila. Kogar zanimajo resnične interpretacije, je mogoče tle knjiga, ki jo je blagoslovil Satya Sai Baba. Napisal jo je Stefan van d'Oliva po njegovih pripovedovanjih oziroma po teh seminarjih. In sicer Sai Baba govori o svetu in Bogu in naslov. Tako da jaz gledam pač skozi indijsko-tibetansko filozofijo kot karma, dharma, poslanstvo in v tem kontekstu bi vam rada tudi pomagala, da se dvignete ven iz nizkih stopnj vibracij, da dosežete več, ker samo na visokih stopnjah lahko manifestiramo ogromno stvari lepih v svoje življenje, na nizkih pa ogromno slabega. Se pravi, krivda, občutek krivde je zelo močen in tudi drugi pritiskajo na to, zato pač poglejmo, če koga spremlja kakršenkoli občutek krivde, da ni primeren, človek se v takem stanju konstantno počuti, ko bi rekla, kakor v romanu Zločin in kazen. Se pravi, dobesedno se počuti nekega grešnega človeka, počuti se krivega, to je dejstvo, ponižnega in s tem tudi vodljivega in drugega z lahkoto zmanipulirajo. Tak je tudi zelo privlačen za to, da se konstantno srečuje z nekimi neprimernimi situacijami, zna tudi celo ignorirati neke moralne vrednote, etične vrednote družbe, da bi s tem skompenziral ta občutek krivde, se znajde na strani teh, ko se reče, družbenih, celo škodljivih ljudi, se pravi kriminala in podobno. In krivda, se pravi, je ena takih zelo nizkih. Apatija je naslednja, se pravi apatija, neko brezčutno stanje. Na tej stopnji se najde ogromno tudi brezdomcev, ki čisto vseeno mi je, kaj se bo zgodilo. Dejansko človek toliko apatičen, prepričan je, da živi v neki izoliranosti od družbe ali pa celo dejansko tako živi, čuti, da je življenje eno samo breme in da dejansko deluje zelo len in take ljudi vidimo tudi v teh indijskih ulicah Kalkute, dejansko vegetirajo, životarijo. Sicer v naši družbi ni toliko
teh apatičnih pripadnikov, ker pač sociala za njih nekako poskrbi, ampak vseeno je tale apatija še prisotna v kolektivni zavesti. Naslednja stopnja, ki je sicer višja od apatije, ampak je še vedno zelo nizka, je žalost. Se pravi, tukaj podobno velja kot pri sramu, kot je žalost, ga spremlja tako občutek, da si nekaj izgubil. Žalosten si, ker si pač v obdobju, v čustvenem stanju nekega malodušja in to te stalno spremlja, to ni enkratna žalost, zato ker si izgubil denarnico z dokumenti, pa še 100 € je bilo noter. Se pravi, ne gre se za to, da si žalosten, ker si naredil 30 km z avtom, pa si prišel, tja je bilo pa zaprto. Grozen, recimo, ali pa ko otrok dobi slabo oceno. Ne, to se gre za konstantna čustva, ki spremljajo človeka, in taka čustva, ki konstantno nekaj spremljajo, so zelo rušilna, zelo uničujoča, zelo destruktivna. In če se zgodi v otroštvu neka velika žalost, ki otrok ne more predelati, se zgodi poškodba BDM, rečemo poškodovanje kode božanske dušne matrice. In tukaj se da pomagati, to delamo online Ključ do duše. Spremljajte, kdaj začnemo skupinsko, ker individualno poučevanje je precej drago, skupinsko je pa skupinski popust. Tako da spremljajte v e-novicah na spletni strani vizijauspeha.com, boste dobili obvestilo, kdaj začnemo z novo skupino. In sicer, če koga spremlja vibracija žalosti, je tudi konstantno, govorim, da s tem ne more, tega čustva ne more predelati, se lahko presneto hitro zaloti tudi v kakšnem hazarderstvu, ker človek zgleda, da mazohistično uživa pri tem, da zgublja in da je žalosten. In dejansko res zgubi denar, tu so pač tili bolani hazarderi, in ki kockajo, postavijo vse na kocko in dejstvo je, da zgubijo. Ne zgubijo samo denarja, ampak zgubijo tudi družino, zgubijo dom, zgubijo službo, zgubijo status v družbi. In kaj je dejansko, kot da izgleda, kot da so si sami to svojo žalost nakopali in so jo privlačili v svoje življenje. Dejstvo pa je, da mi moramo, če hočemo duhovno rasti, opraviti s temi našimi nizkimi vibracijami. Nisem rekla negativnimi čustvami, ampak nalaž povem zelo nizke vibracije. Se pravi, začeli smo, sram je najnižja vibracija, potem je krivda, apatija, žalost. In zdaj smo šele pri strahu. Strah je precej boljš, da te je strah, kakor pa da si apatičen, brez heca, verjemi, ali pa da imaš krivdo, ali pa da te je sram živeti, ne iti na ulico. Živeti, se pokazati svoj obraz, kdo si, jaz sem ta, in tako naprej. Se predstaviti svetu, kaj zmoreš, kaj znaš in tako naprej. Se pravi, zdaj smo pri strahu, ki se toliko govori o tem strahu. Se pravi, kaj bi potem tukaj bilo pomembno. Morate vedeti, da je strah tudi orodje za nadzor in manipulacijo, za določene režime. Se pravi, tukaj tale strah uporabljajo tudi mediji, oglaševalci, ki pritiskajo na gumb strahu s tem, da povečujejo svoj namen ali pa izdelek. Se pravi, če ne boš uporabljala kreme proti gubam, boš izgledala starejša. Če boš izgledala starejša, ne boš lepa. Če ne boš lepa, ne boš dobila nekih priložnosti v življenju in tako naprej. Se pravi, na čustvo strahu zelo pritiskajo voditelji, avtoritete. Sam knjižice vam bomo stalali, so nam rekli v hotelu v Ljubljani, kjer sem bila zaposlena. Če ne boste se popravili v ekipi, sam knjižice nam bojo stalali, grozen, vsi bomo na cesti.
Se pravi, meni ni bilo toliko strah, jaz takrat nisem imela otrok, bila sem še zelo mlada, no otroke sem imela pri 29 prvega sina in tako da druge, ki so imeli otroke, je bilo pa precej strah te grožnje, če ne bo tako, bomo pa sam knjižice stalali. Se pravi, tukaj se gre lahko, ko te kdo ustrahuje, da nad tabo hoče avtoriteto, nek očetovski lik ali pa materinski lik, se pravi, uveljaviti in te že hoče narediti za sužnja in ti zaradi tega občutiš strah in misliš, da nimaš izbire, ker edino, kar poznaš, si tam in tukaj je tudi dosti partnerjev, recimo sebi ga za ženske, sploh pa z Bosne, Srbije in z juga naše bivše Jugoslavije, mi rečejo, sem ga zapustila, sem kaj me bo ubil, če grem. Kako te bo ubil, če greš? Ja, se ne veš, kakšen je. Mislim, to dejansko jo toliko časa ustrahuje, da celo nima moči, da bi ga zapustila in pobral je vso dostojanstvo, tako da niti nima kam. Tudi z ljubosumjem, recimo, povzročajo dosti strahu in to visoko raven stresa, se pravi, vemo, da je stres takrat, ko je ogroženo naše življenje, takrat, ko se počutimo v brezizhodni situaciji, to je stres, ko že se počutimo, da je ogroženo naše življenje ali pa dejansko res je ogroženo naše življenje. Se pravi, če nad strahom, še zmerom boljš, kakor pa da te kdo ustrahuje, je jeza. Čeprav tudi jeza je zelo nizka vibracija in pravimo, da jeza škodi jetrom, ampak jeza je lahko tudi čustvo, ki ni izraženo. Tukaj se zgodi takrat, ko začutiš neko socialno krivico, neko neenakost, nekdo ti je naredil nekaj, kar ne bi smel, se pravi, se počutiš jeznega na njega, ker je posegel v nekaj, kar ti krši tvoje osnovne ali pa človekove pravice, ali pa se ti zdi, da te je razočaral. Jeza vodi k besu in tudi sovraštvu in tudi uničuje vsa druga področja človekovega življenja. Se pravi, čeprav rečem, da je jeza v osnovi razdiralna energija, ki se ustvarja celo vojne in ima pa še zmerom, vemo, višjo vibracijo od stanj, ki smo jih prej omenili, od energijskih stanj, se pravi, više od apatije, žalosti, sramote, krivde. Tako da, če smo jezni, smo se že dvignili ven iz tistih, ki ne čutimo prej. Se pravi, jeza je lahko konstruktivna ali pa destruktivna energija. Včasih človek v jezi naredi super odločilen korak. Mogoče sem bila res jezna, ker mi je delodajalec ni dal poštene plače, ampak koliko sem mu hvaležna, tisti dan se v meni nekaj premaknilo. Tako da, ja, dala sem odpoved, dost mi je, tako da tu se pa ne grem več, to je pa samo še pika na i in bila sem jezna. In jeza je lahko konstruktivna, takrat, ker narediš konstruktiven premik, zaradi tega, ki si jezen, tista pika na i, ki ti prevre, ker rečeš adijo, spokam kufre in grem. Ne grem se več tega, ali pa destruktivna. Ljudje v jezi poškodujejo druge, naredijo še precej hujše, kukor še več jeze ustvarjajo. Se pravi, rečemo, da lahko celo prilivajo olje na ogenj. In katero je čustvo, ki je višje od jeze, se pravi pripravljenost. Tam se to je sicer pozitivna raven te energije, kjer lahko vidimo tudi kot vrata k višjim stanjem zavestem, ampak biti pripravljen je še zmerom nevtralno stanje, nevtralna energija, ki je na ravni
tega pripravljenosti, v tem stanju tudi naredimo nekaj lahko zelo dobrega in je že uspeh prisoten in se tudi prizadevamo. Na tej stopni, ko smo v stanju pripravljenosti, seveda smo vznemirjeni, to se počutiš kot vojak na straži, ki mora stražiti, ampak tukaj je že napredek nad drugimi čustvi in lahko je še zmerom v nas nek notranji odpor do življenja in smo kar predani v neka dejanja, delovanja v življenju tukaj, ampak govorim, da je stanje pripravljenosti mnogo boljše od onih prej. In če smo v stanju pripravljenosti, nismo preobremenjeni, ali pa brezposelni, ali pa leni, ali pa karkoli. Se pravi, smo v stanju pripravljenosti, da bomo kreirali mogoče z neko novo stvarjo v življenju, ali je to zaposlitev, samozaposlitev, selitev. In tukaj že iščemo med povpraševanjem in ponudbo, se pravi, iščemo možnosti in smo res v tistem super stanju pripravljenosti in tudi naše samospoštovanje je že višje in je tudi podkrepljeno z nekimi pozitivnimi odzivi družbe na nas, ko nas vidijo, ta je pa pripravljen nekaj narediti, ta je pa pripravljen se soočiti z eno situacijo, z ničim novim. Jaz sem izjemno, ko sem bila na tej stopni, sem dobesedno šla v Italijo, zelo mlada sem bila, brez znati italijanski jezik. Se pravi, nisem znala nič, ali pa, če povem po resnici, 5 besed, tako da ja, še od teh 5 besed so bile 3 kletvice, tako da mi niso prišle v poštev, mogoče sem znala 2 besed ali pa 3, no. Ampak nekako sem se znajdla z mojim znanjem angleščine, tako da sem dobila službo, stanovanje, vse v enem dnevu, tudi brez avta sem bila, tudi na avtoštop sem šla, tako da ja, tam sem bila pa res maksimalno pripravljena narediti en korak v življenju in hvaležna sem za to, da sem ga naredila in Bog usoda, kar hočete, me je pri tem podprlo. Naslednje čustvo je sprejemanje. Energija sprejemanje. Preden pridemo do našega razsvetljenja, imamo še dolgo pot. In preden vam nadaljujem po stopničkah razlagati vse ta čustvena stanja in njihove vibracije, naj vam tokrat odgovorim še na eno zanimivo vprašanje moje tečajnice Online ključ do duše. Namreč danes sem dobila to vprašanje, koliko življenj bom jaz še tle na zemlji, recimo, ali pa koliko življenj živi duša. Sicer za šalo sem rekla 777. Okay. Na ta način so se pošalili tudi z mano, moji duhovni mojstri iz Indije, ampak odgovor pravilen je takle, da boš živel tle na zemlji, tolikokrat se boš inkarniral v fizičnem telesu, dokler ne boš dosegel razsvetljenja. Ko boš dosegel razsvetljenje, se lahko še vedno inkarniraš, ampak takrat je to tvoja svobodna volja, kako so to naredili mnogi avatari. In zdaj smo na točki sprejemanja. Se pravi, kaj se z nami dogaja, ko pridemo na to stopnjo, smo nekje na sredini, se pravi, opravili smo z najnižjimi čustvenimi vibracijami in tukaj dosežemo že neko transformacijo, ko se zavemo, da smo mi vir in tudi oblikovalec svojega življenja, da smo mi mogočni kreator svoje resničnosti. Prevzemanje te odgovornosti, se pravi, da nekaj sprejmeš, je ključno za evolucijo zavesti in vključuje tudi sposobnost živeti harmonično s silami življenja, ki nas obdajajo. Vsi ljudje na tej stopni vidijo sebe, na nižji stopni od sprejemanja vidijo sebe kot žrtev, kot prepuščeni na milost in nemilost, neki usodi in ko pa pridejo na stopnjo sprejemanja, pa postanejo odgovorni za svoja dejanja. Tu pride tudi iz prepričanja, da je, se pravi, da je vir sreče v nas in ne vir sreče izven. Takrat resnično sprejmemo sebe in
življenje, ki nas obdaja. Se pravi, naredili smo že ogromen preskok, ko smo prišli do točke sprejemanja. To se zgodi na eni ravni, ko tudi prevzamemo nazaj svojo moč in se tudi zavemo, da je sreča v nas. Nič ni zunaj nas, kar bi nas naredilo močne, srečne, harmonične, ljubljene, ampak je to v nas. Sprejemanje naj ne bo zamešano z neko pasivnostjo, ležim in čakam in rečem, sprejmem, kar bo, pa bo. Absolutno ne. S sprejemanjem pride nek čustven mir, neka percepcija se razširi, nek z višje perspektive vidimo stvari in tudi presežemo zanikanje samega sebe in to, kar hočemo manifestirati v svoje življenje. Sprejemanje je povezano tudi s harmoničnostjo in tudi z ustvarjalnostjo v nas. Večkrat sem že poudarjala, sploh pa mojim online tečajnikom Ključ do duše, da je manifestacija, božanska kreacija, božanska sila v nas, to nas naredi majhne bogove. Mi smo sposobni kreirati, manifestirati ne tako velikih stvari, kot to naredi kreator, stvarnik, ampak smo sposobni skreirati celo otroka, novo živo bitje, skuhati kosilo, skreirati smo sposobni denar, plačo, energija je to in tako naprej. Se pravi, tukaj na tej fazi imamo že višjo moč manifestacije. Pomembno je na tej ravni, da sprejemanje ni obremenjeno z nekimi konflikti in pa z nekimi dvojnostmi. Vidimo, da imajo tudi drugi ljudje iste pravice kot mi in spoštujemo njihovo enakost, medtem ko so nižji nivoji karakterizirani z neko rigidnostjo, z nekim nazadnjaškim pristopom, se na tej ravni v socialni zavesti začnejo kazati rešitve, tako da je to neka raven prosta netolerance in diskriminacije. Tukaj ni diskriminacije. To je tudi vrsta zavedanja, ki ne izključuje drugačnosti, namesto izključuje pa sprejema drugačnost. Se pravi, nikakršni rasisti in nestrpneži niso v stanju sprejemanja. So na nižji stopni. Naslednja je razum. Ja, vsem nam v šoli so nam trenirali razum, ampak ali smo resnično homo sapiensi, razumna bitja, inteligenca in tudi racionalnost, ki se dvigata iz emocionalno nižjih ravni, sta že presežena. Razumno delovanje je zmožno obvladovanja velikih, kompleksnih količin nekih podatkov in je zmožno ustvariti hitre odločitve. Sposobno je tudi razumeti zapletenost odnosov, subtilnih odtenkov, finih nivojev, razlikovati med tem, kaj govorimo in od tega, kar dejansko je. Simbolika in neka abstraktnost na tem nivoju je zelo pomembna. Se pravi, že skozi neke simbolične sporočila dojamemo in razumemo. To je tista raven, bi se reklo, tudi v znanosti, v medicini, in kjer lahko poveča razumevanje, znanje, izobrazba, sta sicer
stvar kapitala družbe. Razumevanje, informacija sta glavni orodji za dosego cilja. To je to raven, ker so tudi Nobelovi nagrajenci, Einstein, Freud, znani ljudje iz zgodovine. Se pravi, dejansko skozi razum dojamejo zapletenost drugih stvari, ampak na taki subtilni ravni. Pomanjkanje te ravni pripelje do tega, da je človek včasih nezmožen jasnega razlikovanja nekih simbolov in tem, kar ti simboli predstavljajo. To je še lahko zmeda med nekim objektivnim in subjektivnim svetom, ki ustvarja omejitev, se pravi tudi med vzrokom in posledico. Tukaj, na tej ravni razuma, se ne gre za to, da bi mogli vse razumeti, ampak vidimo objektivno sliko. Pogosto rečem ljudem, da človek, ki ne razume, dejansko ne vidi širše slike, zakaj se mu dogaja en detajl, in temu simbolično rečemo, zaradi dreves ne vidimo gozda. Se pravi, kdor je preveč vpet v nek svoj svet in ne razume, zakaj se njemu to dogaja, da je širša slika, temu še ni prišel do točke, kjer se ta razum resnično dotika njega in njegovega življenja. Na tej stopni so tudi ljudje, ki hitro razumejo določene zakomplicirane stvari, niso tlele bili samo znani Einstein, Freud in drugi Nobelovi nagrajenci. Razum pa je še vedno omejen, ker si ne more privoščiti razumevanja neke esence življenja. Sam po sebi nas ne more pripeljati do tiste višje razsvetljene resnice. Še vedno je samo razum. Sicer ta naš razum proizvaja veliko količino informacij in dokumentira podatke, a nima sposobnost priti do nekih pametnih zaključkov zaradi raznovrstnosti pač teh podatkov. In tukaj je značilno tudi, da vsi razni filozofi in njihove razprave so prepričljive, se pravi že same po sebi, čeprav je razum, pač rečemo, zelo visoko efektiven v tehnološkem svetu, ker je sodobna tehnologija plod razumnih dognanj, napredkov, izumov, ampak tukaj je samo določena metodologija in logika dominira, je še vedno razum paradoksalno največja ovira za dosego višjih ravni zavesti. Se pravi, lahko človek ostane na razumnem nivoju in ne naredi preskoka naprej, ker se mu zdi, da je to vse, kar je dosegel. Preseči ta nivo razuma je sicer relativno neobičajno v tej naši družbi, ampak so ljudje, ki so tudi to presegli. Naslednja raven nad razumom je ljubezen. Ljubezen, se pravi, ki jo slikajo mediji in o čemer govorijo filmi, to, kar se predstavlja svetu, v filmski industriji, v romanih, to ni tista ljubezen, o kateri bi vam jaz zdajle rada povedala. Ta, bi se reklo, medijska, filmska ljubezen je sicer
neko združenje nekih intenzivnih emocij v kombinaciji z eno fizično privlačnostjo, tudi posesivnostjo, nadzorom, celo odvisnostjo, erotično in odvisnostjo, privlačnostjo in tudi s tem, da stalno hočemo nekaj, da se nam na novo zgodi neka nova ljubezenska avantura ali pa afera. Ampak to ni to, o čemer bi vam rada povedala, kar filmska industrija ali pa mediji, romani označujejo. Tukaj govorim o čisto drugi ljubezni, da se ljubezen lahko tudi obrne v sovraštvo, je sicer nam splošno znano, ampak to ni tista ljubezen, ampak odvisna sentimentalnost. Sovraštvo izhaja iz ponosa, ne iz ljubezni. V takem odnosu pravzaprav nikoli ni bilo ljubezni. Ta raven je okarakterizirana z razvojem ljubezni, ki je nespremenljiva, stalna in tudi brezpogojna. Se pravi, prava ljubezen se ne premetava levo in desno, kjer je v njem nek vir v osebi, ki ljubi in ni odvisen od zunanjih dejavnikov. Ljubiti je sicer stanje bitja po tej naši ezoterični filozofiji, je način povezovanja in delovanja v svetu, ki je odpuščajoč, ki je podporen, ki je negovalen. Ljubezen ni neka intelektualna kvaliteta, ker ne prihaja iz uma, ampak iz srca. In ta sposobnost se ponavadi, ljubezen, ki prihaja iz srca, imenuje tudi intuicija. Dobesedno čutiš, kaj doživlja nekdo. Ljubezen se osredotoči na dobro življenja in na vse njene pozitivne izraze. Izniči negativnost z novim pogledom, z novega zornega kota, rajši, kot da bi jo napadla. Ta raven čiste sreče in veselja, in čeprav je svet fasciniran z neko ljubeznijo in vse uspešne religije to ponujajo, je zanimivo, da je samo 0,4% svetovne populacije lahko doseže to evolucijo zavesti. Samo 0,4% zemljanov lahko doseže to duhovno ljubezen. Šele ko smo presegli ljubezen, lahko resnično občutimo radost. Se pravi, naslednja stopnja za ljubeznijo, ampak ne tisto filmsko iz romanov, tisto globoko, brezpogojno, občutimo stalno radost. Rečemo, da ko ljubezen postane vse bolj in bolj brezpogojna, jo začnemo izkušati kot neko notranjo radost. To ni neka nenadna, trenutna radost, ki se pojavi zaradi nekega užitka, zaradi nekega dosežka, zaradi nekega zadovoljstva, ki smo jih vajeni, ampak je konstantna sila, konstanten, večen občutek radosti, ki ga nas spremlja, in to pri vseh naših dejavnostih, pri vseh naših aktivnostih. Ta nivo radosti je tudi raven zdravljenja in tudi nivo že visoke spiritualnosti, ki temelji tudi na pomoči drugim ali pa samopomoči. Od te ravni navzgor je področje svetnikov, spiritualnih zdravilcev, naprednih duhovnih študentov, učencev. Karakteristike tega energijskega polja, se pravi, govorimo o radosti,
je sposobnost ogromnega potrpljenja in tudi vztrajnosti v pozitivni naravnanosti, ne glede na zunanje okoliščine. Značilnost za to raven, se pravi za to radost, je sočutje. Ampak ne le sočutje, ker sočutje je kvaliteta razuma, čeprav mi uporabljamo besedo sočutje za vse, za kvaliteto duše uporabljamo empatija. Empatija je sposobnost vživljanja v občutke drugih. Ljudje, ki so dosegli to stopnjo radosti, lahko učinkujejo na druge in širijo radost. Na tej točki in nad to točko, nad to stopnjo radosti, človek vidi neverjetne lepote, uvidi nek perfekcionizem v kreaciji tega stvarstva. Vse se mu dogaja z neko lahkotnostjo, vse je sinhrono, svet in vse drugo je videti kot nek izraz božanskosti, ljubezni. Se pravi, celo v potresu vidi, aha, zemlja se je pretresla, ker nam nekaj sporoča. Poplave so z namenom, da nekaj prečistijo, očistijo, voda vedno opere, izpere, izpira. In na tej nivoju se zgodijo neki taki fenomeni posameznikom, ki so prišli do te stopnje, ker se občuti prisotnost močnega energijskega polja in človek, ki si v stiku z njim, ki občuti to visoko vibracijo radosti, na začetku lahko deluje na tebe tudi tako, kot da bi šnopec polil na rano, da te nekje zapeče v njegovi bližini. Dejansko je njegova energija tako zelo visoka in zdravilna, da se mnogi kar malček nelagodno počutijo ob ljudeh, ki so prišli do te stopnje, ker jim ti visoko razviti mojstri celijo njihove rane in to občutijo kot bolečino ob prisotnosti z nekom, kot neko negotovost, kakor da bi šnopec po domače smo rekli žganje nekomu polil na rano, da si ga razkužil. In tukaj na tej stopni se zgodi fenomen, ki že kaže, kako je lahko individualnost presežena in gre tudi nasprotju pričakovanju realnosti in pogled na neko resničnost je tako zelo močan, globok in prodoren, kakor je pogled v globino vode, ki vidiš dobesedno skozi. Dejansko vidiš tudi skozi človeka in si v stanju doživeti njegove misli, mentalno polje zaznavaš, emocionalno polje in tudi fizično dogajanje. Se pravi, če čuti nekdo v bližini mojstra, ki je dosegel to energijsko raven, potem je v stanju doživeti misli, čustva, fizično stanje, se pravi fizično ugodje ali pa nelagodje, bolečino, naprimer človeka v prisotnosti ali pa živega bitja, živalce, kogarkoli. In na tej fazi se pričnejo dogajati čudeži, ki to dejansko niso, ampak so rezultat visoke stopnje zavesti posameznika, ki je sposoben kreirati, manifestirati čudeže, ker zna, ker obvlada. Za radostjo prihaja mir. Se pravi, mir in to ni tisti mir, ko človek se skriva pred svetom in pravi, da išče svoj mir, ampak to je neko energijsko polje, ki je v stanju človekove transcendence, samorealizacije in ko je tudi že blizu zavesti Boga. Je to izjemno redko stanje in verjeli ali ne, na tej zemlji je eden človek od 10 milijonov ljudi, ki je v stanju miru ali nirvane, kot temu rečemo. Ko pač to stanje dosežeš,
se razblin vse med tabo, se pravi med nekim objektom in subjektom, kjer ni več nekega specifičnega fokusa iz ene točke percepcije. Zelo pogosto se osebe, se pravi, pravim, da jih je izjemno malo, na 10 milijonov ljudi je eden na tem planetu takle, zgodi, da postane duhovni učitelj, ampak ta duhovni učitelj lahko tudi deluje zelo anonimno iz ozadja, ker ne sprejema množice ljudi, ampak samo določene izbrance, usposobi samo določene genije, ki ga bojo kasneje lahko v tej inkarnaciji ali pa v naslednji nadomeščali, se pravi prišli na njegovo stopnjo globoke nirvane oziroma miru, kot temu stanju rečemo po domače. Tukaj odpadejo neka formalna religiozna združenja in tukaj običajno ni ene religije, ampak je neka čista resnična spiritualnost, ki je pač sicer znano v srčiki vsake religije, ampak samo v zametkih nekaterih. Pravimo, da percepcija na tem nivoju, na nivoju miru, se nam včasih kaže kot nek počasen posnetek, da vse gre resnično počasi, čeprav ta človek s tako visoko stopnjo vibracije živi še vedno v istem svetu kot nekdo s precej nižjo, ampak on to občuti na resnično kar nek evolucijski ples, dejansko vidi, kako vse vibrira in ima svoj pomen. To veliko, bi se reklo, spoznanje v človeku se ne zgodi z nekim razumskim razglabljanjem, z branjem knjig, učenjem na pamet. Pojavi se neskončna tišina v umu, ki se nahaja v človeku, ki ga občuti v glavnem večinoma časa. To, čemer smo priča, in to, kar je dejansko zgodba, to je eno isto. Opazovalec se že spoji s pokrajino, se pravi, postane opazovano. Težko je razumeti, kakšen globoki mir dosegajo redki posamezniki, ampak predstavljajmo si, če še nismo tam, bomo pa kmalu. Tak mir dosega moj učitelj, recimo, ne? In zatem, ko konstantno občutimo mir, naslednja stopnja je razsvetljenje. In kaj je razsvetljenje? Se spomnite, mogoče, ne vem, mogoče ste hodili v cerkev ali pa ste videli svete podobce, ko so svetnikom, recimo, okrog glave risali svetlobni si, dejansko, da so v stanju, kjer imajo jasno videnje, jasno vedenje, različne kanale in občutijo, dejansko so razsvetljeni modreci. Tudi taki razsvetljujejo pod drugim. In to je najvišja stopnja zavesti v evoluciji razvoja duše. To je raven, ki so jo v zgodovini dosegli določeni spiritualni vodje, ki jim je sicer tudi množica ljudi sledila. Vsi so sicer povezani z neko božanskostjo in z njo se tudi identificirajo. To je razsvetljenje, je raven zelo močne inspiracije. Človek v takem stanju navdihuje druge. Ti posamezniki, se pravi razsvetljeni modreci, mojstri, v prostoru privlačijo zelo močno energijsko polje, ki ima vpliv na vsako človeško bitje. Samo enkrat, če si že v stiku z njim ali pa tudi telepatsko, se počutiš čez drugače noro. V glavnem, kdor je šel v Indijo ali pa bil v stiku s Sai Babo ali pa tudi s katerim drugim, pol to ve, ker se enkrat tam
nedojemljivo, ko si v stiku z auro takega človeka, lahko si pa to stanje zapomniš in tudi, če nisi v fizičnem prostoru v bližini, lahko se z njim povežeš. Tukaj, na tej stopni, se pravi še vedno živeče bitje, začuti že sebe kot božanskost. In to presega ego, percepcije in je tudi so tudi dobri vzorniki drugim, kako lahko to dosežejo, to stanje, jih vodijo, jih peljejo. To je sam vrh evolucije zavesti, več kot to ne moreš biti in potem se ti ni več treba inkarnirati, čeprav mnogi doživljajo lepo življenje, ampak potem imajo pa možnost izbire, ali se inkarnirajo kot duhovni vodje, kot avatari, ali pa se ne in delujejo iz božanskega prestola na posameznika, ravno tako delujejo tudi, če niso nujno fizično inkarnirani. Tukaj se zgodijo slike velikih del, se pravi, tukaj se kažejo božanski darovi, ki kažejo, ustvarjajo neskončen mir, ki nima razumljivega pomena, se pravi, tukaj so bili Lord Krišna, Buda, Kristus in še bi lahko naštevali. Z vami sem karmična diagnostičarka Aleksandra Winkler-Drole. Moja najbolje prodajana storitev in najbolj pohvaljena je branje dušnega zapisa. Kliknite na mojo spletno stran vizijeuspeha.com, naročite se na naš YouTube kanal, spremljate naše webinarje. Seveda, vkolikor bom lahko pristavila svoj kamenček v evolucijo vaše dušne zavesti, si bom to štela kot kompliment. Hvala, ker ste me izbrali, hvala, ker me priporočate vašim prijateljem. Vidimo se v spletnem tečaju Online ključ do duše ali pa v spletnem programu masaže, kjer vam pokažem z določenimi zdravilnimi tehnikami, kako preseči čustva z določenimi prijemi. V glavnem, refleksija telesa je zelo močno orodje, če imate tam ujeto neko čustvo in ste ga tukaj prepoznali, ker to vam žal postavlja se kot kamen, barikada, prepreke na poti do vaše evolucije zavesti. Hvala, ker me spremljate, hvala, ker me priporočate in seveda dobrodošli v mojih spletnih tečajih. Čau, čau.